Pozdravljeni, moje ime je Marko in nahajamo se v depoju Muzeja novejše zgodovine Slovenije. Danes bomo pogledali dve čeladi spopadov leta 1991. Pred nami je jugoslovanska čelada z uradno oznako JUŽ-2 M59/85. Gre za čelado, ki so jih uvedli, bomo rekli, v glavnem v začetku 60-ih let. JUŽ seveda pomeni jugoslovanski univerzalni šlem, mi bi rekli univerzalna jugoslovanska čelada. M59/85 se pa nanaša na revizijo teh čelad, ki so jih potem v 80 letih naredili in, bom rekel, so malo modificirali notranjost čelade. Te čelade so, verjetno se jih dobro spomne vsaj populacija, ki ima zdaj 50+ let in je služila vojaški rok še v prejšnji državi. Jugoslovanska ljudska armada je razvijala tudi nove, bom rekel, modernejše čelade, vendar te niso bile v uporabi v kakšnem večjem številu leta 91, tako da velika večina, bom rekel, običajnih vojakov je seveda nosila takšne čelade. Take čelade je potem nosila tudi slovenska teritorialna obramba, in sicer manjše število zaplenjenih čelad so že med vojno potem prebarvali v ponavadi kakšne kamuflažne barve in seveda zvezdo prelepili z različnimi emblemi, oznakami in podobnim. Dočim sama, bom rekel, teritorialna obramba več ni imela takrat čelad, imela jih je slovenska milica, dočim teritorialna obramba imela pa bolj eksperimentalne čelade, ki so bile pravzaprav narejene bolj za paradne namene. Zanimivost te čelade, pravzaprav dosti teh čelad jugoslovanskih je v tem, da seveda zato, ker gre tukaj za en tak masovno proizveden kos opreme, seveda vse čelade so si več ali manj zelo podobne. Tako da seveda problem, do katerega je prišlo v vojski, je v tem, da vojaki niso več vedeli, katera je njihova čelada, zato se jih je dosti na notranjost, na podlogo podpisovali ali pa delali pač različne, narisali različne simbole ali karkoli podobnega. Seveda mi ne vemo zdaj, a je ta čelada leta 91 res pripadala temule gospodu, ki ga vidimo tlele na podlogi. Torej, en podpis smo našli in to je Krasničič, torej gre verjetno za enega pripadnika albanske narodnosti, ki je služil v jugoslovanski ljudski armadi. Namreč te napisi so ponavadi ostali v čeladah in seveda lahko je nosil še naprej nekdo, ki se pa mogoče ni podpisal na notranjost čelade. Obe čeladi in tale maskirna mrežica so v muzej prišli marca leta 1992 iz Posavskega muzeja v Brežicah, in sicer ne bi bili dobljeni na območju boja v Krakovskem gozdu. Konec junija, začetek julija leta 1991 je bila tam blokirana ena kolona jugoslovanske ljudske armade, ki se je prebijala iz Karlovca, in potem je tudi prišlo do spopadov. Med temi spopadi je bil posnet verjetno tudi najbolj znan intervju iz tega obdobja desetnika Bahrudina Kaletovića, ki je takrat izrekel zdaj že ponarodele besede: oni oče kao da se odcepu, a mi kao ne damo. Zdaj Bahrudin je na srečo preživel te spopade in potem na žalost umrl v eni prometni nesreči kasneje v 90-ih letih. Če si boste pogledali kdaj ta posnetek, boste videli, da nos prav takšno čelado, in sicer z takole kamuflažno mrežico. Jaz jo bom zdaj samo provizorično dal čez čelado. Torej, ta kamuflažna mrežica je bila uvedena konec 60-ih let, seveda zato, da zakrije silhueto čelade in pa seveda, da malo zmanjša odblesk. Tudi ta mrežica je, bomo rekli, najdena v Krakovskem gozdu. Torej, tudi te čelade, kljub temu, da pravzaprav ne vemo, kdo je takrat nosil, nas, bomo rekli, približajo temu obdobju